to je bil uvod, ogrevanje, o indijanskem dnevu bom govorila. Me je prosil Bernard, povem kaj o tem in to ne predavam nerada. Tudi sem že zelo ven iz tega, da bi tako nastopala, ampak indijanski dan je bil zdaj za mene en višek vsako leto tabora in mislim, da je bil tudi višek na taboru. Tako koncept, ki ga bom predstavila, smo v resnici razvijali. Ko sem jaz prišla 91. leta, je indijanski dan trajal tako en popoldne. Zdaj, ko smo končali leta 2010, smo imeli pač v stari zasedbi, zadnji tabor je trajal 2 dni. No in ta koncept, ki smo ga razvili, bi malo predstavila. Zdaj, če si predstavljamo, prej je Vito omenil Southgatea, tole njegov opis, metafora za dinamiko skupinsko, kjer je dogajanje v skupini tako v 4 fazah opisano, od začetnega negovanja in ogrevanja, pa potem procesa energiziranja, ki ima potem vrh, ali ga pa nima, ali ima, in potem zaključevanje in umirjanje. To je tako s tem vzorcem si lahko zelo predstavljamo, kaj se je na našem dnevu indijanskem dogajalo. Zakaj? Pravzaprav naša krivulja je bila bolj tako z 2 vrhoma potem. Začelo se je z negovanjem. No, tako bom začela pravzaprav. Indijanski dan smo na taboru izvedli vedno proti koncu tabora. To je torej bil čas, ko je bila struktura tabora že zelo izgrajena. Bile so vloge osvojene, odnosi vzpostavljeni, pravila, norme, standardi, to je laufalo. In zdaj, če je nekaj časa v začetku tabora trajalo, da smo se izstopili iz siceršnjih vlog, ki smo jih imeli v življenju in odnosov, da smo postali taborniki. Ta proces je bil v resnici kar zahteven. Mi smo priprave seveda na tabor, ki so malo pospeševale cel proces, ampak tudi par dni na taboru, da se je to uigralo, da smo imeli dnevni ritem, smo vedeli, kaj so moje naloge in kako to izvršujem. No, indijanski dan je bil pa potem zdaj spet neka čisto nova struktura, kjer smo morali najprej opustiti, če smo najprej to spremembo doživeli iz običajnega življenja v tabornike, je bilo treba zdaj prestopiti iz tabornikov v nove vloge. In to ni bilo lahko. In zato se je potem s časom razvilo, smo prišli do tega, da je ta proces vstopanja v nove vloge nekaj, kar je tako zahtevno, ampak ga je treba izpeljati dobro, če hočemo, da je tisti vrh, ki so ga predstavljali srečanji 2 plemen in potem borbe. Če hočemo, da je to dobro speljano, moramo dosti vložiti v to, da te vloge osvojimo. In zdaj, kako smo mi to počeli na taboru? Začelo se je prvi dan indijanskega dneva je bil dan, ko smo še vedno ohranili strukturo običajnega tabornega dne, se pravi, ampak obarvano z novimi vsebinami. Začeli smo z jutranjim sestankom starih, ki je bil pa zdaj namenjen temu, da počasi prihajamo v stik zdaj z nekim drugim svetom, z nečim novim in drugačnim. In to smo delali na sestanku starih tako, da smo se pogovarjali o tem, kaj je zdaj pravzaprav ta epistemologija. Zdaj moram pa malo kozarca vode popiti, ker imam čisto suho. Na sestanku starih smo začeli s tem, da smo začeli uvajati preko zgodb življenje in pravzaprav epistemologijo indijancev, severnoameriških indijancev v obdobju pred 780-19. stoletje. Jaz sem zelo črpala, da sem
lažje prišla v stik s tem, kar je tale epistemologija indijanska, mi je bila ena knjižica strašansko pomembna. To je knjižica z naslovom Kako naj vam prodam modrino. Ne, ampak Kako naj vam prodamo modrino nebaja. Knjižica, v katerih so originalni govori indijanskih poglavarjev. Govori, ki so jih imeli ob stiku z tem pravzaprav izigravanjem in terorjem, genocidom v resnici, belskega človeka, ko je enkrat prišel v ameriška tla. No in te zgodbe, to so tako pretresljive zgodbe. Prvič zaradi jezika, ki je na nek način zelo enostaven in preprost, ampak ta trdost srečanja dveh svetov, ki se nikakor nista mogla sporazumevati med sabo. No in ti teksti so meni osebno, pa potem smo na teh sestankih to brali, se o tem pogovarjali in to je bila ena stvar, da smo počasi vstopali zdaj v nek drugačen miselni svet. Druga stvar, ki smo se na sestanku ta starih, ki smo jih počeli, je to, torej razdeliti vloge. Zdaj vsi bomo od naslednjega dne, jutrišnjega dne, ne več vodniki, pomočniki vodnikov, starešine, ampak dve vlogi sta izstopali, potem v zadnjih letih pravzaprav že 3, in sicer rabimo 2 poglavarja in rabimo 2 vrača. V zadnjih letih smo imeli pa tudi pomočnike vračev. Zdaj, kaj so te vloge pomenile? To ni bilo kar tako, no, moram pravzaprav to reči. Da bi lahko indijanski dan speljali na ta način, da bi šle stvari v konstruktivno smer, je bilo nekaj važno. Mi ne bomo Indijancev igrali, ampak bomo poskušali doseči to, da se bomo v te vloge uživeli, torej bomo postali Indijanci. In to ni tako enostavno narediti. Bilo je pa važno, če bo to uspelo timu odraslih narediti, imamo možnost, šanso, da ustvarimo pogoje, da se to zgodi tudi otrokom. No, zato je bil ta proces, smo veliko vlagali v to, da se je ta premik, ali kako bi rekla, ta prestop sploh lahko zgodil. Ko smo izbirali te vloge vračev in poglavarjev, vsi ostali smo bili bojevniki, je bilo zdaj važno to, kdo je poglavar, ne kar tako, kdo se javi, kdo bi bil letos poglavar, ne, ampak iskati malo zdaj tistega posameznika v taboru, tista 2 posameznika, ker pri meni ste bili 2, ki je bil zdaj človek ene moči, mentalne in fizične, spreten, ukreten, uren, bojevit. Najbolj važna je bila pa tale stvar, oseba, ki je na taboru vlivala zaupanje med otroci in ta starimi. Torej oseba, ki otroci in vodniki zaupajo. To je bila oseba primerna za poglavarja. Zdaj, kdo je bil lahko vrač, kdo je primeren za vrača? Vrač je bila, bi pa tako rekla, malo oseba, ki ima sposobnost, en izraz sem našla, ga moram pa prebrati, se ga trenutno ne spomnim, ki lahko spregleda. Prosim? Ja. Ja, ko sem pripravljala tole predavanje, sem se spomnila. Jaz sem bila na taborih 20 let, se mi zdi. V teh 20 letih sta bila 2 moška vrača, vse ostale vračice so bile ženske. Ja, poglavarji so bili pa, ni bilo ženskega poglavarja. Poglavar je bila pa vedno moški, ja. No, za vrača je zdaj to bilo, oseba, ki spregleda, ali pa da bi tako rekla, oseba, ki je bila sposobna, zdaj če bi vzela Fontunovo metaforo,
jaza, ne. Tu mi govoril o jazu ne kot o nečem monolitnem, nečem enotnem, ampak zdaj jaz je pravzaprav sestavljen iz veliko podjazov, notranjih delov, mnogi od njih ostajajo vedno na nezavedni ravni, nekateri smo pa zavestni. Torej, vrač naj bi bila zdaj oseba, ki je zmožna začutiti te podjaze, to dinamiko notranjo, psihično pri človeku, in zdaj važno tudi to, ne bi do teh stvari tako kot omalovažujoč, niti oseba, ki bi se te dinamike notranje bala, ampak oseba, ki je bila sposobna za kakšen kratek trenutek s tem tudi kar nek stik, nek dialog stopiti. To naj bi bil vrač in potem vsi ostali smo bili pa bojevniki. In zdaj bojevnik, mi smo v začetku zamisel, bomo imeli tudi skvo, prej je Miran imel skvo, pa otroci sem to nikoli ni uspelo. Nikoli nismo niti dodelali tega, kaj naj bi zdaj to bilo. Tako smo ena predpostavka, ene ženske ali pa dekleta ne bodo hotela se boriti, pa tudi otroci so majhni, pa je prenevarno, da bi se šli bojevati, pa imamo zanje tako kot en tabor in bodo tam kaj se jim kuhali ali kaj. No, to nikoli ni uspelo. Tu zato, ker je življenje bilo tam, v borbah, dogajanje, mislim, vsi smo bili bojevniki. In zdaj nekaj malo o tem, kaj pomeni biti bojevnik. Bojevnik ni isto, kot biti tekmovalec ali pa borec. Bojevnik je dosti več. Bojevnik je zdaj oseba, kjer je važna recimo taka stvar, fizična spretnost, gibčnost, urnost, prožnost, tudi mentalna, ne samo fizična. In zdaj tisto, kar se mi zdi, da je tako nekaj, kar ni del naše kulture, to oseba, ki je zavestna kontekstov. Torej, nisem važno, no, bom malo kasneje mogoče tole pojasnila. A dej! Kaj pa zdaj? Kaj pa zdaj? Ni časa, da boš pila. Ojoj, kaj pa ne zdaj naredim? Kot je prebrala, jasno. Ja, tam sem bila en kozarec. Čakaj, kako čem pa zdaj to speljati? Ja, bom pa sam še kakšne, recimo tako. No, pa smo delali na sestanku starih, potem smo bili že ogreti. In potem se je to ogrevanje preneslo na vodov kotiček. V vodovih kotičkih smo se, prvi dan še ne, v vodovih kotičkih smo govorili o, si pripovedovali zgodbe Indijancev in pa, kaj smo delali? Mislim, predpriprava. Strašno važno. Ključna stvar, izbiranje imen indijanskih. Ja. Zdaj mene je vedno fasciniralo, jaz bom 5 minut podaljšala. Mene je vedno fasciniralo, jaz sem veliko te literature, ta svet Indijancev je meni pač pomemben in blizu. In me je vedno fascinirali rituali iniciacije, stopa v odraslost pri teh indijanskih plemenih. No in če čisto preprosto povem, pri njih je šlo za to, da so mladostnika, ki je bil zdaj zrel za to, da prestopi v svet odraslosti, so ga poslali nekam, neko zahtevno situacijo, nekam samoto, dostikrat bilo povezano z zelo zahtevnimi nalogami. In zdaj ključna stvar je bila pa to, ko so prespali nekje v divjini, nekje v zahtevnih pogojih, noč je bilo važno, kaj bodo sanjali. Kaj bo zdaj vsebina sanj, ki bodo tisto noč deležni. Kajti v teh sanjah so dobili odgovor na to, kaj je moje poslanstvo, kaj je tisto, kar bom jaz v življenju, čemu sem na svetu, čemu bom služil, to je nekaj čist drugega, kot v naši kulturi, kjer je važno, ko izbiramo poklic, kak poklic izbrati, da bom ugledan, pa da bom bogat, pa ne vem kaj še vse. Tam pa pri Indijancih je bilo pa to tako, ni to samo moja osebna stvar, ampak je to nekaj, moj poklic je tisto, kar služi vsemu.
tudi drugim. No, in v teh sanjah so Indijanci dobili tako, recimo, da se je pojavil v sanjah lik medveda, je zdaj to pomenilo. Jaz bom iskal odgovor na to, kako naj rešuje moje življenjske situacije, moja življenjska vprašanja, na katera bom naletel, mene vodi medvedka in jaz vem, kaj je medvedka. V svetu Indijancev je seveda ta simbolika, ta stik z naravo tolikšen, da v resnici vsak Indijanec ve, kaj pomeni medvedka. Jaz ne bi znala tega povedati, malo si predstavljam, kaj to je, ampak tle bom dobil jaz odgovore na to, kako ravnati v življenjskih situacijah, ki bodo nepredvidljive. No, mi seveda tega nismo s sanjami nikoli znali, čeprav smo včasih na sestanku testarjih o sanjah tudi govorili, ampak tega nismo mogli tako izpeljati, smo pa potem to izpeljali tako. Enkrat se spomnim, je ena deklica prišla k meni, mladostnica, pa mi je rekla: Mojca, kako bi meni bilo ime, kakšno indijansko ime bi jaz imela? In potem, ker so bile še prijateljice zraven, sem rekla, kar sedimo. Pa smo okrog sedle, pa smo začeli s takim skupinskim procesom. In tako sem vprašala sebe, pa tudi vsaka zase je povedala, kje se jaz, katera slika mi pride prva na misel, ko pomislim, recimo, da je to Mira, ko pomislim na Mirana, katera slika iz tabora mi pride. Se mi pojavi. No, in potem smo delili te slike in potem smo iskali metaforo iz narave za opis tega, kar je slika povedala. No, in to je bil en tako krasen skupinski proces, da sem jaz potem dalje sugerirala, naj v vodovih kotičkih na ta način izbirajo imena, ker je bilo tudi tako neverjetno videti. Vem, da je tisto Teja bila in ne vem, kaj je že dobila, reka, ki mirno teče, ne vem kaj, en izraz, ki je to ponovila, najprej je bila zmedena, je pa to kar tako je njena postava postala. Tako smo iskali, na ta način smo prišli do imen, ki so tako kot seveda dali zdaj novo identiteto otroku, hkrati pa tako identiteto, da je ob tem doživljal nekaj drugega, nekaj novega, nekaj, kar je tako ga postavilo po konci. Moram končati, veste, da nisem niti na pol, Danes moram zaključiti, pa kdaj drugič, če se bomo dobili, ali pa da recimo bi to res pretvorila v tekst nekaj, za objavo. V čem vidim to prednost? Mislim, zakaj je šlo tle na indijanskem dnevu? Tako, dve stvari se mi zdita bistveni. Ena je ta, da če smo uspeli s tem, ker smo se vživljali, ne igrali, vživljali v Indijance, smo sprožili neke procese, če je šel indijanski dan dober, so to bile fantastične stvari, lahko smo malo videli po onih maskah. Torej, vstopili smo, sprožen je bil tak, kako bi Moreno rekel, kreativni, spontanost. Torej, ta proces, ki je sinergičen, jaz imam idejo in potem pride ideja tebe in potem to kar raste. In to omogoča zdaj vsakmu od nas, ne glede na to, smo bili odrasli ali otroci, da si se znašel na terenu, kjer je bilo zdaj nekaj novega, kjer si doživel, se znašel tam, kjer še nikoli do takrat bil nisi. S tem smo odpirali možnost, da smo prihajali v stik s enimi stvarmi v sebi, ki jih nismo do takrat poznali, pa tudi to, v pogled v to, kaj narava je, kaj skupina je. To sem hotela prej povedati, malo več pa ne zmorem. Torej, ta stvar. Prideti v ta kreativni notranji proces, kjer doživimo nekaj novega, naredimo nekaj novega, zjemo nekaj novega. Druga stvar pa ta, kultura Indijancev, če se danes tako matramo in nam je vsem racionalno jasno, da moramo v zvezi z naravo narediti
usodno je, ne, kako uničujemo stvari. Pri Indijancih, ne, ki so narave ne doživljali tako, kot mi v naši kulturi, nekoga, ki je nad, ne, in jaz to uporabljam ali pa izrabljam ali pa koristim, ampak je to tako del mene, da sem tako odgovoren do matere zemlje, ne, to je njihov jezik, matere zemlja, kjer sem jaz noter. No, skratka, gre za vrednost, kako bi rekla, jezik, ki smo se ga učili govoriti in smo ga tudi govorili potem tekom indijanskega dneva, je jezik, ki bi rekla, tamle je neka etičnost prisotna. No, tako bom čisto na kratko rekla, imam pa bolj zapisan. Ni še konc, kajti hočem, da še to vidimo. Prosim. S bobenčkom? Lahko, ja. Boš še povedala, je to poglavar oziroma vrač? To sta vrača. Vrač. To sta vrača. Ritual iniciacije, sploh nisem omenila. Ko sem se veselila, da bo Lada tle, ker tega posnetka gotovo nikoli ni videla. Nikoli. Toliko je bila dobra. A veste, da je kosti prinesla s seboj od doma in si jih je zavezala noter, ali pa Franček tudi, tale, ki je bil na sliki, on je prinesel glino iz Ljubljane, notranje so bili pripravljeni ljudje dostikrat na to vlogo vrača, da se je potem s tisto glino namazal. Hvala. Hvala lepa, Mojca.